Kako zveni temno-modra barva? V kakšnih tonih bi rekli, da zazveni vijolična? To so resna vprašanja in odgovor nanje pozna pianist Neil Harbison, ki je že od rojstva barvno slep. S takim tipalom si pomaga, da njegov svet ni črno-bel. Pri razvoju naprave, s katero Neil barve sliši, je pomagal tudi slovenski znanstvenik. Veliko ljudi vidi svet črno-belo. Za Neila Harbisona pa to drži dobesedno. Že v otroštvu so namreč ugotovili, da njegove oči ne prepoznajo barv, zato se zdaj zanese na ušesa. I can hear the art piece, so to me painters have become composers, so I can actually hear Picasso or Andy Warhol or this art piece that for me is just different notes. Zdravniki so Neilu v glavo vgradili posebno tipalo, ki prepozna določene barve. Signal pošlje v čip, ki ga pretvori v zvok in ga zaigra delu ušesa, imenovanem polžek. Da je nastala naprava, ki prepozna spekter barv, so se znanstveniki trudili več let. Sodeloval je tudi slovenski raziskovalec Peter Keše, ki je Neila pred 7 leti po naključju spoznal v Ljubljani. In pa smo se pač malo začeli pogovarjati in ta fant je imel eno tako čudno kamero na glavi, in mene je to zanimalo. Petra namreč zanima tako slikarstvo kot računalništvo. In sem šel pa enkrat pa k njemu na obisk v Španijo, pa smo pač tisto napravo malo izboljšali, pa nov program napisali. Tako da ni imel samo 12 barv znotraj ene oktave, ampak jih je imel 360, v bistvu tonov, ne. No in on je rekel, da zdaj vidi 360 stopinj barve. Od leta 2004, ko ima Neil tipalo trajno pritrjeno na glavo, je postal prvi kiborg s potnim listom. Drugače tehnoloških naprav ne sme biti na fotografiji. Kiborg je namreč bitje z organskimi in mehanskimi deli. Da bi ljudje bolje razumeli, kako vidi, je naredil tudi posebno aplikacijo in tako lahko ob uporabi pametnih telefonov prav vsi slišimo barve.